Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. 60 let opravljanja duhovniške službe, biserna maša, to je tisto, kar posebej kaže na našega današnjega gosta. To je prelat ljubljanske nadškofije, kanonik v pokoju, sicer pa duhovni pomočnik v župniji Stari trg pri Ložu in v župniji Babno Polje. Gospod Anton Markelj, dobrodošli v naši družbi. Ja, hvala za vabilo. Iskrene čestitke. Kako doživljate ta vaš tako pomembni, biserni jubilej? To je pač del življenja. So mejniki, ob katerih se morda za trenutek ustavimo, ampak potlej gre pa naprej. Vesel, da lahko še delam, drugače pa da bi rekel, da je biseromašniški jubilej nekaj posebnega. Pa ni. En korak, en datum, ena obletnica, priložnost za praznovanje. Se vam je zdelo pred 10 leti, ko ste obhajali Zlato mašo, to kaj prelomnega v opravljanju vaše duhovniške službe? Ali tudi takrat ste doživeli tako vaš jubilej? Veste, jubileji so bolj pomembni za ljudi, med katerimi živim. Zame je pač to, je en dogodek, da se ljudje poveselijo ali pa se skupaj poveselimo, da bi pa ne vem kako, a to že pričakoval, ali se veselil, ali kaj takega. To pa ne morem reči. Kako sicer gledate na leta, ki vam je Gospod daje na zemlji? Ja, torej, veliko lepega mi je bilo dano. Tako da, ko gledam nazaj, res lahko rečem, dano mi je bilo, lahko rečem, Bogu hvala za vse. Toliko lepega je bilo. V našem času, ko je toliko negativnega, poročila vedno samo nekaj narobe, če pa gledam nazaj, pa lahko rečem samo, joj, kako je dober pa Bog pa potrpežljiv. Ali tudi zato vidite vaše življenje? Prepričan sem, da ni bilo vse tako lepo, kot sedaj pravite. Gotovo ste tudi imeli težke trenutke na vaši življenjski poti, na duhovniški poti, pa vendar morda tudi zaradi vašega tako veselega karakterja. Težave so bile nemajhne. Ko sem bil župnik v Polju in recimo dobim odločbo o rušenju objekta na dvorišču, ali ko mojstri pridno delajo, sem pa v stiski, kako bom plačal, ker smo se prej dogovorili, da bom plačeval, kolikor bodo dopuščale možnosti. Potem smo pa čisto tako iskreno se pogovarjali, so rekli, veste, tole se preveč opazi, tole moramo delati preko firme in tam je neizprosno. Kako bi bilo od mene nepošteno, ko sem videl, kako pridno so delali, jaz bi jim pa rekel, no, saj ste bili pridni, ampak denarja pa nimam. No, v zvezi s tem je pa Bog posegel vmes. Neka gospa, ki je bila doma z Vevč, je šla v svet in se je poročila z nekim Poljakom, živela v Vancouveru in tam sta imela sanatorij. On je zbolel, umrl, ona je imela raka in potem pa rekla, ja, Bog je pa poslal ene čudne sanje. Da je stala pred cerkvijo in videla na pročelju, tam ni nobenih kipov, ona jih je pa videla, da se ji nekaj priklanjajo. Pa si je rekla, če so pa tako prijazni, moram pa tudi jaz se izkazati. In je 1/5 se tega svojega nemajhnega imetja namenila župniji Ljubljana Polje. Poglejte.
Potem kasneje pride ena upokojena gospa, ko me je že nekoliko zasrbela denarnica, koliko bo treba, pa je rekla, veste, jaz sem vse življenje sem delala zunaj in za svoje sem poskrbela. Ne želim pa, da bi kdo na moj račun živel na veliki nogi, in mi je dala en šop čekov, s katerimi sem šel samo v Celovec. So rekli, zadaj jih podpište, ker je gospa rekla, da se ne boste stalno s temi raznimi dolgovi ubadali. Res, veste, včasih Bog otipljivo poseže vmes. Samo ni pa bilo brez skrbi. Včasih sem se kregal z Bogom. Sem rekel, saj vem, da bo na koncu vse v redu. Ti pa skušaj razumeti, da jaz čisto vsega pa tudi ne prenesem. In res v tistem času se mi je pojavila luskovca. Bog nam sicer pravi, dovolj je dnevu njegovo zlo in teža, ne? Ampak mi smo neučakani nekako. Ne? Sicer, gospod Marker, pogledajte, današnji človek lahko rečemo, da iz dneva v dan živi samo za delo, za služek, tudi zabave, denimo, ne? Ampak more kaj ustvariti na takšen način in resnično napredovati tudi v duhovnem življenju, k Bogu, k nebesom, kamor smo mi pravzaprav usmerjeni, ne? To je naš glavni cilj. Bog poskrbi, da se človeku kdaj ustavi in začne razmišljati, kakšen smisel ima vse to, kar počenjam. Ja, in so ljudje, za katere se je zdelo, da so se čisto odtujili, pa jim Bog pomaga, da se kdaj zamislijo in najdejo spet pot k Bogu. Vi ste torej te božje posege na tak način, mi bi skoraj rekli čudežen, ne? Da so se stvari tako pokrile, da tako rečem, pri vašem delu, to, kar ste si prizadevali obnoviti, ne? Ste razumeli to kot resnično delo božje previdnosti v vašem življenju? No, gotovo. Res pa je, da se sam nisem ničesar lotil. Moj prvi predstojnik, glasbenik, domžalski župnik Matija Tomc je sporočil na škofijo, da nisem prav nič samoiniciativen. In ja, cerkovnik v Polju mi je govoril, ja, cerkev nam bodo zaprli, ko je letel škrilj zvonikov. Ja, kaj mi potlej kazalo druga, je sicer že predhodnik, prejšnji župnik, iskal mojstre. Potlej, problem je bil najti mojstre, ki bi naredili odre. In tudi tu Bog poseže vmes. En kaplan je zelo rad igral badminton. In to je igral z nekim direktorjem gradbenega podjetja. In ko ni kazalo, da bomo dobili kje odre, so se tam dogovorili, so rekli, to sicer za nas ni ne vem kakšno delo, ampak smo dobili odre. Ampak pravim, se nisem jaz spomnil tega. Ampak to, da, kot pravite, da vam je poučitev, da niste dovolj samoiniciativni, ali se v tem skriva tudi neka vaša ponižna drža, kajti čakali ste na komando, ne? Veste, ne. Torej, ponižen pa nisem. Dovolj mislite? Trudite se gotovo, ne? No, veste, vsi imamo težave s tem. Te stvari, ponižnost, pobožnost, pa tako, o teh stvarih ne bi jaz kaj dosti govoril. Ja, res, ker nisem korajžen. Nisem korajžen. Ste po naravi boječ človek? Veste, torej, pri hiši nas je bilo 5, ne? Recimo sam en primer iz osnovne šole. Dobili smo za prost spis, domovina potrebuje junake, ne pa mile jere. In vsi so pisali o pogumnih kurirčkih. Meni je pa oče narekoval ta spis, kako sem gnal enega bikca v planino
in kako mi je nagajal. No, seveda, učiteljica je imela tistih kurirčkov, zgleda že dost. Mene je bilo sram prebrati ta spis, ampak ga je učiteljica pohvalila. Res, torej, vedno mi je manjkalo samozavesti. Ne morem pomagati. Ampak vseeno, Bog pa vam je to je dajal pa zelo druga odgovorne stvar. službe, ne? Bog pa potlej, recimo, ja, to je pa druga, po drugi poti. Bog je tako, ne bom rekel za hece, ampak šaljiv, ali ne vem, kaj bi bil primerni izraz, ko smo ljudje kdaj tako pametni, potlej pa Bog pokaže. Preprostost. Ja. Iz bohinjske češnjice ste doma, Ja. ne? Iz bohinjske češnjice. To je pravzaprav edina vas, nas tudi nima, ki nima cerkve. Imamo podružnico skupaj s sosednjo vasjo z Jereko. Ampak vseeno je pa le, najprej je bila ena profesorica matematike, ki je šla v Zambijo, tukaj so se slovenski otroci zasmili, in šla v Zambijo in je tam poučevala matematiko toliko časa, da se je začela zdravstvena težava s pljuči in zdravnik je rekel, pljuča so tvoja. Moraš iti v kraj, kjer boš v 15 minutah pri zdravniku. To je, veste kaj, pljuča nam raztezajo rebra in če vmes pride zrak, ne vem, kako se temu reče, Pneumotoraks. To? Ja. No, to je bila ona, je bila v misijonih. Potlej, ja, se je pa zgodilo, da sem šel jaz v bogoslovje in za mano je šel še en Martin Mlakar, bratranc. Potlej sta se pa odločila še dva, so jih pa jezuiti, Janez Mlakar, ki je bil 40 let v Zambiji. Ki je tudi vaš bratranec. Bratranc, pa moj brat, torej z Martinom Mlakarjem sta bila oba izučena v trgovini. In to je posebej mojemu bratu zelo, zelo ta talent ostal. Zelo dobro poznamo njuno zgodbo, kajti oba sta bila naša gosta, vaša bratranca. Mlakarja? Ja. O ja, joj potlej. No, kakorkoli. Torej, ja, smo bili potlej praktično, štirje smo šli po tej poti. Zdaj moramo pa še čakati, kdaj bo Bog koga poklical. Kaj bi povedali vi o življenju vaše izvirne družine? Rekli ste, da vas je nekako za življenje zaznamovalo to, da ste imeli premalo samozavesti, ne? To je težava lahko v življenju, ne? Poglejte, čas. Namreč rojen sem bil pred drugo svetovno vojno. Pri nas smo drugo svetovno vojno dokaj v redu prenesli. Posebej še, ko sem po službeni dolžnosti začel hoditi na Notranjsko. Recimo tam vas Babno Polje. Italijani pobijejo v 2 dneh 49 moških. Toliko in toliko jih odpeljejo na Rab. Pri nas, ne bom zdaj govoril o partizanščini, ker sem nekomu že rekel, zelo odgovornemu človeku sem rekel, da je bil to za nas največji zločin v zgodovini naroda. Zakaj? Ker so zlorabili domovinska čustva. Mi smo bili vsi za partizane. Ampak srednja vas ni pogorela med vojno, ampak leta 1949. Ker smo tam, kdo bi rekel, vztrajni, mi pa se zavedamo, da smo trmasti, nismo hoteli v zadrugo. No in po vojni, mi ni težko priznati, smo živeli v revščini. Za Bohinjce so že itak, že prej rekli, da Bohinjca prepoznaš, da je bolj tako skromno hranjen, pa zgaran. In takoj po vojni
so bili še UNRWA paketi. Potlej so se pa začela trda leta. Ne vem, če ste kdaj jedli kruh s štekli. Ne. Torej, zmleli so ječmen, ne da bi bil narejen tako za ješprenj, ampak so kar zmleli s tistimi bodicami. Ne? Tisto je tako popraskalo po grlu. Ja. Bilo je nekaj let, ko mirne duše rečem, smo bili tudi lačni. Niste mogli priti do moke. Veste, pridelali smo, kolikor smo pridelali. Živeli ste v materialni revščini, pravite, kaj pa duhovno? No, v tem oziru, ja. Smo imeli pa že takoj po vojni, je bila ena sestra, Jakobina, ki nas je učila. Potlej je župnik je bil pri, kako bi rekli, pri komorskih brigadah, ker so ga Italijani, ko je bil župnik v Osilnici in so se tudi tam šli neko romantično partizanščino, so jih Italijani vse pobasali, on je bil v enem bunkerju na reki, no, ampak ki Italija kapitulirala, je prišel k tem prekomorskim brigadom ali ne vem, zaveznikom, je tudi let delal, 60 let star je bil, ko je umrl, ampak zelo prizadeven. No, in veste, v duhovnem oziru, tu je tudi en razlog za mojo duhovno revščino. Namreč, v nedeljo sem bil pri prvem obhajilu, v ponedeljek sem bil pri Birmi, potlej sem morda še leto, dve hodil k verouku, potlej je bilo pa rečen, ja, v Bohinjski Bistrici pa imajo tudi še nekaj en verouk, ampak, veste, jaz sem imel zelo, zelo malo verske izobrazbe, je bila pa tista domača pobožnost. Ste molili doma skupaj? Redno zvečer rožni venc. Vsak dan? Ja. To je bilo pa redno, ne? Tako da je bilo spet, da bi rekel, da smo imeli neko pobožnost. Ne? Ampak... Pa se je to potem pripeljalo na misli o duhovništvu ali na kakšen način ste bili poklicani? No, župnik, to je bil Franz Pfister, ki je tako zgodaj umrl, je pri pridgi večkrat rekel, da duhovnikov manjka. No, jaz sem mislil, morda bi bila pa to izbira. No, ampak po končani osnovni šoli sem se odločil za vojno mornarico. Veste, na mladega človeka razne stvari vplivajo. Name je vplivala ena revija Front, mornarica. Ampak mama je bila pa zelo praktična, z levo roko me je zatrla in rekla, saj še plavati ne znaš. Čeprav takrat še nisem poznal knjige Johna Slocuma, ki je šel sam prvi okrog sveta in tudi ni znal plavati. In rekel, kaj ti to pomaga? Nekaj del časa se materaš. V redu? Sem rekel, dobro, zdaj se ne bom odločil, pojmo za 4 leta odložimo. Potem v tistih 4 letih, ja, veste, v tistih 4 letih sem pa veliko premolil. Ne v cerkvi pa to, ampak v planini, ker sem imel na skrbi 100 glav živine, gor na Komni. Na Komni, lepo. Ja, veste, gor je bilo tako, ena ogromna kotanja je, planina Gonjač. In tam sem, torej stanoval sem na planini, tam, ki je Koča pod Bogatinom, planina na kraju. Tam je tudi ena teta skrbela za hrano. Po zajtrku sem pa šel čez hrib v ono planino. In včasih sem zelo iskal tisto živino, tiste teleta, bikce, vole, vse to. Da ste jih vse našli skupaj. In kdaj sem tudi kakšnim faranom povedal, če bi za vas toliko premolil, kot sem za tista teleta, bi bili vsi svetniki. Ja. Tako da ste že takrat bili pravi pastir. Ja, poglejte. Če takrat je namreč to, kar so mi ljudje zaupali,
je bilo še nekaj vredno. Danes to verjetno veste, da kakšna krava ali kaj ni nič vredno. Takrat je pa še bilo. In moja naloga je bila samo v tem, da če bi se kakšna žival ubila, da sporočimo dolino, da si uredijo zavarovanje, zavarovalnino. Ampak v tistih 3 letih se nobeni živali ni nič zgodilo. Tako da, če bi bil vztrajal pri taki molitvi, bi lahko bilo tudi še kaj drugače. Ste vse živali lepo obvarovali, ne? Ja. Potem pa, sedaj pa že toliko let varujete duše, ki jih Gospod želi rešiti za večnost, ne? Vi ste potem nadaljevali po osnovni šoli v domačem kraju, ne? Ste potem nadaljevali... Gimnazija na Jesenicah. Na Jesenicah. No, tu pa spet ena stvar. Imeli smo odlične profesorje. To so bili profesorji, ki so jih izgnali iz Ljubljane, ker niso bili pravega duha. Ne bom rekel, da so nam govorili, ne molimo rožnvenc. Ampak recimo, če vzamem profesorja zgodovine, France Terseglav, naš razrednik, je rekel, veste kaj, do zgodovine bodite zadržani. Zgodovino vselej pišejo zmagovalci, prava zgodovina se pa piše šele 50 let po smrti tistih, ki so jo ustvarjali. To vam je že takrat povedal. Ja. Ja, ker je bil pa tako resnicoljuben in ko je bil bolan, je pa svojemu razredu poslal kartico, če je pa kdaj težko, pa molite, in se je najdel nekdo, ki šel s tisto kartico na ravnatelja in so ga predčasno upokojili. Ne, ampak kadarkoli se srečamo, imamo srečanje letnika, se ga spomnite? Se ga spomnimo. In tudi vrsta drugih profesorjev. Recimo zanimivo je bilo na god svetega Štefana, ali pa že na Božič, smo videli, kako so profesori hripavi in tisti, ki so bili tamle iz soseščine, so vedeli povedati, ja, naši profesori so bili pripolnočenci. Tudi to nam je nekaj povedalo. So bili pogumni, lepo. Ja. Ampak vi ste potem po gimnaziji zavili na gradbeno šolo. Da. Kako to? To pa zato, ker me je skrbelo, da si bom kdaj očital, če bom šel v bogoslovje, da sem šel pod vplivom ene tete redovnice, ko mi mama večkrat rekla, kako tista teta moli, da bi se jaz prav odločil. In to je bil zame, ne da bi mi kdaj kaj rekla, ampak je bil nekakšen pritisk to zame. In sem rekel, nič, jaz moram najprej narediti nekaj, da se bom svobodno odločil. Tisto leto, to so v življenju bi lahko naštel vrsto slučajev, ki niso slučaji. Tisto leto so namreč začeli predavanja nekaj dni prej. Prej so se predavanja začela tamle okrog 10. oktobra. Tisto leto so se pa začela 1. oktobra. Ampak na fakulteti, preden profesori z fakultet zvedo, da se je nekaj spremenilo, nekaj časa mine. No in smo potlej s sošolci tako hodili po Ljubljani, pojmo obiskati v semenišče Slabeta, Toneta, ki že bil v semenišču, in Vinka Pibra, ki bil eno leto pred nami, pa je odslužil vojaščino, pojmo obiskati. No in ko pridem v semenišče, so ga obnavljali in tam je bil en dedec, delovodja je bil verjetno, kasneje sem ugotovil, da je bil to rektor semenišča, pa sva se začela pogovarjati in sad tega pogovora je bil. Rekel, veš kaj, če ti niso stvari jasne, nihče ti ne bo zameril, če se boš pred posvečenjem odločil, da to ni zate. In potlej
Ste vstopili? Sem vstopil v semenišče. Ja. Je to bil lep čas za vas? Semeniško življenje? Ja. Takrat vas je bilo verjetno veliko, ne? Ja, takrat nas je bilo 100. In so, recimo, posebno užitek je bil tudi to, ko smo jeseni prišli, je tam na enem hodniku bil premik vrat. Veste, so bili taka vrata, stena, breko lesena, in spet smo pridobili kakšno sobo. Ne? Ampak res, to je bilo tako lepo vzdušje v semenišču, to so bila zelo lepa leta. Tudi rektor je bil mož. Če rektor kaj je rekel, je držalo. Ja. Je pa bil tudi za dobro voljo, ni bil zadrt. Recimo, ko smo enkrat, kaj s tem, smo šli v kino ali kaj, in rekel, vsi tisti, ki ste šli, pridite po zajtrku pred mojo sobo. In seveda nas je bilo veliko, ki nas vidi, se posmeje pa prav. Pojte. Ne, tako da je bil zelo razumevajoč. In če je koga srečal na hodniku, takrat se ni hodilo kar tako ven, iz semenišča, mislim, v času študija ali kaj, pa če je koga srečal in rekel, ki na letu na rektorje, joj, gospod rektor, grem lahko ven? Ja, se že greste. Ne le v bogoslovnem semenišču, potem tudi v vojski ste dobro prišli skozi, ne? Nekaj v Črni gori ste bili. V Črni gori. Veste, informacije so dobili, kdo prihaja, preden smo prišli dol. To že med študijem teologije, ne? Torej, ko so pač odločili, da gremo k vojakom v Kolaš in v Črnogorske hribe, mi je recimo komandir, en Črnogorc, Makedonc, Isovski, je rekel, ti pa ne boš imel težav z disciplino. Je rekel, sem gledal en film o enih redovnicah, joj, kakšna disciplina. In smo se res zelo dobro razumeli. Niste imeli težav. Da bi enkrat nekaj, pokazalo se je k večjem, ko je prišel Tito v Makedonijo, smo ugotovili, da smo tam na dvorišču, na krugu, kot se je reklo, samo 4 bogoslovci, en muslimanski študent, če so bili pa Slovenci, so bili pa tisti, ki so že kdaj šli čez mejo. Torej sami problemi. In torej tu pa ne moram reči, da sem bil prav skromen. Sem rekel oficirju, veste kaj, če sem tako nezanesljiv, hvala lepa za kulturno-zabavni rad. Ker sem tam ali kakšen stenčas, ali smo kaj igrali pa to. In kaj mi je rekel oficir? Jih imam tudi jaz nad sabo. To je vse povedal. Ne? No, še celo to je rekel, kar bi se mu sicer zahvalil. Rekel, veš kaj, tako se zanesem nate, da če bi bilo treba jurišati na bunker, bi ti šel lahko prvi. V smislu, tu bi pa dal vsakmu prednost. Ste imeli neke posebne milosti vi na vaši poti, vse do tedaj, ne? Potem pa v 6. letniku ste pa res morali na župnijo v Domžale gospodu Tomcu, za katerega ste rekli, da vam je poučital premalo samoinicijativnosti. Ampak mi pa zaupal delo. Sem imel razen 1. in 2. razreda ves verouk in mladino, medtem ko so moji vrstniki, ki so šli na razne župnije, so imeli kakšno uro verouka, nedeljsko mašo pa to. Ampak, veste, čas je tako, tak pojem. V tistem času sem delal tudi šoferski izpit. Tudi. Ja, lepo. Danes ste se tudi sami pripeljali iz Ljubljane v Maribor, ne? Ja, ampak to je bil pa zemljevid kriv, ker sem na zemljevidu gledal, da bo pred Dravo eno križišče, v tistem križišču bom zavil levo in vozil proti zahodu in bom našel Radovanu. Ampak vseeno vam moram čestitati, imate zelo dobro orientacijo pri vaših letih, pri vaši starosti.
Gospod Markel, zelo zanimive službe ste potem še opravljali v nadaljevanju, potem, ko ste v 6. letniku semenišča torej bili v Domžalah. Ne? Ja. Za kaplana ste potem šli nazaj na Jesenice za 3 leta. Ne? Ja. In to bili ste kaplan pri župniku, ki je imel kar nekaj težav, ne, v tistem času. Ja. Zdravko Heinrichar bi ga, čeprav sva bila precej na bojni nogi, ampak če bi bil proces za svetnika, namreč ta človek je vstajal najzgodaj še in še, da je šel v bolnico. Tam sta bili 2 redovnici, ki sta ga opozorili, v kateri sobi se kdo odpravlja v večnost. In če je bil tisti bolj tak bogaboječ, so uredili tako, kakor da drugega v sobi prišel obiskat, tako da so potlej spomnili še unga zraven. Torej, skratka, 3 leta na Jesenicah so bila zelo koristna leta. Ja. Kaj se je zgodilo temu vašemu župniku? Ja, ko je dobil dekret za kaplana v Kočevju, so sklicali ljudi skupaj, so naredili en tak miting, Zborovanje? Ga zasramovali, ga tepli. Ko mi prav je rekel, šele ko so me zrinili na vlak, pa zaprli v stranišče, sem rekel, no zdaj me tepli, pa ne bodo. Ampak travma je ostala. Travma je ostala. Od leta 65 do 68 ste torej bili za kaplana na Jesenicah pri tem župniku, ki ga omenjava. Potem pa leta 68 postanete tajnik na škofiji Ljubljana. Verjetno so upali, da če me župnik na Jesenicah ni naučil reda, da me bodo pa na škofiji. Ne, veste, na škofiji so delali z mano kot z otrokom. Tajnik, kancler je bil Franci Vrhunc. In on je tudi vozil nad škofa. Jaz sem vozil... Pogačnika. Tako. Jaz sem pa vozil škofa Leniča. Ne, in čisto resno, torej, živel še enkrat tako, no, tako so skrbeli za me, tako so bili pozorni. Redno smo, pa ne vem kako, da smo imeli že tam somaševanje. Skratka, da sem nadškofu Pogačniku rekel, sem rekel, tajniška služba v tem tak način kot jaz, sem rekel, to ni za odraslega človeka, jaz bi šel na župnijo. In mi potlej še enkrat vprašal, a res želiš iti na župnijo? Sem rekel, res. No in potlej pravi, ko sem na dvorišču prav avto, prav v polje greš. No ja, to je danes, bomo videli, kaj bo jutr. In potlej so me slovesno z Mercedesom peljali v polje. In tam, spet sem imel srečo. Namreč tam je bil župnik Dobovšek, ki je bil med vojno v izgnanstvu in je bil že kar v letih. Imel je kaplana Janeza Riharja. Janez Rihar je bil pa zelo aktiven. Torej na podružnicah v Zadobrovi, pa v Kašlju, kamor spada Zalog. Tudi navdušen hribolazec? Navdušen hribolazec, fotograf, torej vsestranski. In je, ampak mene je prenašal dober mesec, potlej dobro se je bil dogovor z nadškofom Pogačnikom, da gre v ognjiščarsko šolo. No, jaz sem pač si razlagal to, da si je pomagal izpod mojega terorja, ko ne, da gre. Mimogrede, prosite, naj vas vprašam še, ko ste bili na nadškofiji, ste zelo odblizu vsak dan spremljali življenje in delo nadškofa Pogačnika. Kako ste vi doživljali tega škofa? Nanj sem gledal kot na kneza. Človek, ki se je tako obvladal. Recimo smo imeli ekonoma, ki ni slišal, in ko je škof Rožman odhajal, mu je rekel, Franc pa dobro gospodari. In ta ekonom je mislil, da mu je škof izročil vse imetje.
In potlej si, če je pa nič škof kaj odločil, je bila huda ura. Ampak Pogačnik je samo rekel, ko je imel recimo Franc svoj nastop, je Pogačnik samo rekel, no, Franc. Nikoli ga ni vrglo iz tira. Tako se je obvladal in vse smo imeli, recimo, ko je odhajal Rode v Rim, so me potunkali, da mu govorim v slovo. Ne? In sem rekel, ne samo za vas, za Rodeta, ampak tole je prilika, da se Bogu zahvalimo za vrsto škofov. Rožman, Trpin, podobno tudi Volk, zažgani škof. Pogačnik, umirjeni, ne, Potlej Šuštar, nekdo, ki je pripomogel k naši osamosvojitvi. Ne. Nakrat sem rekel, imeli smo vrsto škofov, za katere smo lahko Bogu hvaležni. Kolikor vas razumem, nadškof Pogačnik je bil mnogim vzgled v svoji drži, ne? Kaj pa škof, ki ste ga vi prevažali? Škof Lenič je bil pa Trpin, veste kaj? Tako kakor je Heinriharja zaznamovalo to v Kočevju, tako je tudi škofa Leniča, 8 let zapora, velik čas samica, ko so hoteli izsiliti iz njega, da bi rekel kaj čez škofa Rožmana. Tako da to je bilo njegovo zdravje, je bilo načeto. Ne? Je bil pa seveda zelo ljudski. Kaj vam je povedal, kako je preživljal ta čas samice? Veste, on je torej svetopismo, zdaj, a se je tam naučil kar lep čas, en lep del Pavlovih pisem. To ga je reševalo. To ga je reševalo, ja. No, potlej bil pa tudi drugim duhovnikom nekakšen duhovni vodja, da so imeli kakšne duhovne obnove. Seveda je bil med duhovniki tudi kdo, ki so ga zlomili. Namreč biti lačen, to lahko govori tisti, ki to skusi. In če je nekdo, to je zdaj ravno, pa mislim, da je zdaj v novejši številki družini pogovor z Omerzo, ne? Na kakšne načine so pridobivali ljudi. In mu je en duhovnik povedal, pred mano ne govori nič, kaj ti, mene so prisilili, da poročam. Ne? In imamo nobenega pravice obsojati, da je kje kaj povedal. Tako da Lenič, potlej pravzaprav po vsem tem, se veste kaj, potlej so le izkoristili to, da imajo toliko izobražencev in so jim dali kakšne naloge ali prevajati, tako da pravzaprav, da bi bil, neke stvari so mu ostale, recimo, ko je šel, ko je bil službeno na dopustu v Mlakarjevi vili pri Bohinjskem jezeru, maševat sva hodila v cerkev svetega Pavla, on je imel stalno strah, da se bo odzad nekdo vanj zaletel. Tako da mu je bilo zelo prav, če sem ga peljal z avto, ni tako strašno daleč. Da ste ga spremljali. Ja. Kar 31 let ste na to preživeli, kot ste že omenili, v župniji Ljubljana Polje. Tam ste naleteli na takšne razmere, da ste začeli obnavljati, ste nam prej povedali, ne? Že na začetku. Ja, poglejte, recimo, tovarišija je župnišča krepko zasedla. V župnišču v Polju so bile 3 stranke. V pritličju sta bila ena teta, pa njen nečak, ki je imel pač veliko žejo, ampak v vlažnem prostoru. Zgorej je bila ena družina, sta bili 2 družini. Ena mati je čistila pisarne
imela otroško varstvo, tako da je bilo župnišče odprto 24 ur. Ja, eni so jih na vse zgodaj otroke vozili, eni so jih po 10 uri hodili iskat. Ampak tako da recimo, ko sem škofa Leniča pripeljal na Birmo, mi je bilo zelo čudno, da se je v župnikovo sobo prišlo skozi stranišče. Ja, ampak potlej pa šlo. Najprej tista dva reveža v pritličju, potlej tista mati, ki je bila tako podjetna, da je zaslužila parcele za svoje sinove, da so spostavili hiše. Nazadnje so šli še eni, ne, in potlej se je župnišče spraznilo. Ja, in potlej smo imeli tako sejno sobo, kjer smo seveda imeli za kakšne posebne priložnosti z mladino tudi mašo, tako v ožjem krogu. Ne. Ja, torej je bilo župnišče, jasno pa je bilo župnišče staro 200 let in samo čestitam lahko novemu poljskemu župniku, ki je naredil tako, da so staro župnišče podrli, morali so pa ohraniti isti gabarit, kvečem dodali so še, to pa bi rekel, se vidi, da je dodatek, še dvigalo. Lepo. Vi ste tam začeli živeti neko duhovniško bratovstvo. Ja, ker nekaj časa sta bila, torej, eden, ki skrbel za Zadobrovo, eden, ki skrbel za Zalog, eden bil pa poljski kaplan. Tako da smo ob večerih, ja, marsikakšen večer je bilo prav prijetno, smo igrali karte. Tako so se še naokrog ustanavljale župnije, komaj ali kako? Ja, po leta sem prišel leta 71. Leta 75 je ustanovljena župnija Kašelj Zalog. Leta 80 je ustanovljena župnija Zadobrova. Namreč to je bilo vse delo Janeza Riharja, ki je kot kaplan, veste, kaplan, pa to je verjetno, je to čisto človeško, ima vsakrat kakšen svoj zevnik, ne? In on je recimo imel verouk za vse otroke na teh podružnicah, vedno bolj se je trudil za redno mašo, bil deležen velikega razumevanja strani nadškofa Pogačnika, recimo, ko je šlo za to, da bi imela Zadobrovo redno nedeljsko mašo, skupaj sta tekla Janez pa Peter na tja k grobu. Tu sta pa tudi oba prišibala na škofijo, Janez pa gospod Dobovšek. In Janez je prerisal razdaljo od tele župnije, no, torej Stožice, pa kaj tam, Ježica, ne, razdaljo, in razdaljo Polje Zadobrova na pavs papir. In je to dokazoval nadškofu Pogačniku in Pogačnik je dovolil, da ima Zadobrova redno nedeljsko mašo. Ampak vaši kaplani so se vam hitro izmenjavali, imeli ste nekaj kaplanov, ne? V škofiji so se smili. Pa morda do koga nisem bil dost, poglejte, nisem bil do koga dost odločen. Ja, ne, sej je bil recimo tudi kaplan, je bil tudi lazarist, Stane Gerjol. Ne? In nekdaj je rekel, kaj tisto, da imam doktorat, pomembno je, da sem bil kaplan v Polju. Ja. Gospod Parkelj, tu v župniji Polje ste imeli ogromno verouka, ogromno mladih tudi, ne, se je zbiralo pri vas. Ja. Ja. Zelo zanimivo je to, da je plod vašega tolikoletnega prizadevanja v tej župniji tudi več duhovniških in redovniških poklicev. Veste, tu je treba uporabiti en drugi izraz, da so kljub temu nekateri se odločili. Dobro, recimo, no, ja, eden, ki ga nisem posebej upošteval, je pred kratkim dobil občinsko priznanje minoritski brat Joško Strojin. Lepo. Ko recimo tam razlaga tisto lekarno, ja, pravijo, joj, tisti profesor nam je razlagal. Ne bom zdaj žaljivo govoril. Ja. Mislim, je bil, no, je tako, tako da ga ima Bog rad. Čisto tako.
Potlej, ja, recimo, Uroš Švarc, ki je v Suhi krajini, v Ambrusu, on zna modro voditi tam, ker tam so zelo izpostavljeni, so tam naši, ne. Je veliko Romov tam, ne. In iz tiste župnije je nekdo invalid zaradi stikov z Romi. Ne, pa Drnovšek se je za njimi podil s tistimi kontejnerji. Pa tudi letošnji novomašnik Matjaž Venta je... Matjaž Venta je tudi rabil nekaj del časa za zorenje. No, ampak zelo odločen. Veste, majhen mož na prste stopi. Jure Ferleš, župnik v Dobu, je že 10-krat peljal pomoč v Ukrajino. Ne? No, eden je pa bolj študijski, Matjaž Celarc, ampak ti so sicer najbolj dragoceni sta pa dve. Sestra Tatjana Car, ugledna, odločna Uršulinka, zdaj spet izbrana za svetovalko predstojnici. Najbolj dragocena je pa sestra Sonja Pirc, ki bi pa morali, saj če ne sama, pa morda predstojniki, mehno bolj paziti na njeno zdravje. To je pa tako blaga duša, se tako posveča bolnikov, tako da doktor Matjaž, doktor Svetega pisma, to ni kar tako. Ampak recimo tam, ko bomo na unem svetu gledali, bo Sonja čisto tako na ta zgornjem Petrus. Kako ste vi skrbeli za te vaše mlade v župniji Ljubljana Polje? Kakšen je bil vaš odnos do njih? Zdaj sem po naravi krut. Ne bi rekel. Jaz sem po naravi krut. Ja. Namreč, poglejte, recimo, boste videli recimo v sliki na pomolu 25 najstnikov. Nikjer ni kakšne gospodinje. Kar so skuhali, so morali tudi pojesti. In noben si ni upal zabavljati čez hrano, ker je vedel, jutri bom pa jaz kuhal. Ali ob 11, da ste vsi pod streho. Greste lahko v live, kot rečejo, ampak da ste. In jasno, da nisem šel spat prej, preden so bili vsi pod streho. Namreč, še enkrat, veste, nekaj čuta odgovornosti sem pa imel. In ko smo z enimi taborili v Tamarju, veste, to so bili še časi, ko smo smeli, tam je potoček, smo smeli taboriti. No in en jutro se zbudim, pa eni leze, torej so mi pokazali, da eni leze, jaz sem zelo prizadet, me niso nič vprašali, jaz so polnoletni. No in takrat sem potlej prosil Stanka Klinarja, ki je tudi napisal kakšne planinske vodnike, mene je peljal po severni Triglavski, pa tako me je peljal kdaj. Sem rekel, Stanka, kaj naj naredim? Je rekel, ko boste z mladino kam odhajali, reci, zdaj naj se javi tisti, ki bo šel domov povedati, ko se bo komu kaj zgodilo. Ta stavek je imel čudežno moč. Nikoli me ni bilo treba več kakšnih opozarjati. Ker to recimo, ali pa recimo biti v srednji vasi v Bohinju. 50 šolarjev, duhovne obnove. Res pa, da nismo bili samo pobožni. Z mano je bil večkrat en jezuit, ki ga zdaj Bog kaznuje, da je v domu, ga so ne mogel. Tisti je sam duhovnost. Jaz pa veseli večeri. Ampak sem pa zdaj srečal eno strogo redovnico strogega reda, ki mi pa povedala, ja, v Bohinju je bilo tako zanimivo. Punce smo se po noči zbudile, pa smo šli pred fantovsko sobo in smo prelivali vodo. In smo gledali, kater fant bo najprej prišival ven. No, ampak takole. Otroci so se tudi zavedali, da imamo posebne angele varuhe. Čeprav se jaz takrat nisem tako zavedal tega, kar danes zvemo, kako je to Aršija pazila na nas. Ne? Ampak
Otroci so nekoliko so le slutili, da poleg tistih angelov, ki nam jih Bog daje, tisti so razumevajoči, ampak da je poleg tistih, da je tudi še kakšen drug nadzor nad nami. Nisem še slišal, da bi v neki župniji na leto imeli kar 1057 veroukarjev, kot jih je bilo pri vas. Veste, to sem enkrat, ne vem, kaj je bilo, ko smo morali dodajati statistike, sem pač v arhivu poiskal in je bilo, veste kaj, to smo imeli toliko verouka, da sem imel včasih težave, kako bi šel v Ljubljano po opravkih. Šola je bila dopoldne popoldne, verouk je bil pa tudi dopoldne popoldne, ne, hvala Bogu, koliko otrok je bilo, koliko otrok smo imeli takrat. Ne, med tem, ko pa čisto tako kot ena gospa v Polju je sprejela Ukrajince. Mamo, hčer, 2 otroka. Starejši otrok je začel hoditi v šolo in 1-2 znal slovensko. Ampak tragedija našega časa. Kakšna tragedija. V Polju se nima s kom pogovarjati slovensko. To pa je tragedija. Tako da recimo, kdaj, če pogledam nazaj, ja, kakšno srečo smo imeli. Koliko že prvoobhajencev, birmancev, mladine. Kakšni zlati časi so bili to. Takrat so vas tudi angažirali, mislim, da pri vašem župnijskem svetu v župniji Ljubljana Polje, da ste ob 100-letnici te cerkve sestavili to dragoceno knjigo. Ja, veste, to je pa tako. Župnijski svet se zaveda, da ima neke naloge in verjetno jih je skrbelo, da smo ravno v takih letih, ko moškemu začnejo neumnosti po glavi. Da so vas zaposlili. So me pa zaposlili, naj uredim kroniko, ker je bilo nekaj, veste, to je pa en problem po župnijah tudi danes. Včasih so duhovniki redno pisali kroniko. Po drugi svetovni vojni je pa kakšen duhovnik dobil tudi nekaj nagradnega dopusta, da je šel počivati tja, da je bil v miru, ne? A ker je v kroniko napisal kaj, kar tovariši ni bilo ravno. Pogodu, ne? Pa, torej, tudi to, jaz vem, da so danes duhovniki, so dokaj zaposleni, ampak, veste, župnije ostajajo, razne druge strukture se menjajo. In kar se napiše, recimo, enkrat sem nekomu rekel, ja, leta 1903 je v vašem koncu eden mamo ubil. In možaka reče, ja, se vsi vemo, sem je bila ona kriva, ker mu je delala take težave, ki se je hotel poročiti. Ne, dobro, ne bom rekel, da je to opravičilo, ampak neke stvari, ki so zapisane, ostanejo. Ostanejo, ne? Tako, kakor poleg knjig, kronik, tudi knjige faraonov. Danes je to težje, se ljudje toliko selijo, ampak tudi knjige faraonov so dragocene. Vi ste se potem angažirali ne le za to knjigo z naslovom Polje, kdo bo tebe ljubil, izdali ste menda še 2 knjigi? Veste, tisto je pa tako. Mladina je bila do mene zelo, zelo pozorna. In ne vem, za kateri jubileji so izdali Nepozabna mlada leta ali nekaj takega. Ker, veste, nekateri letniki so bili med sabo zelo povezani, pa smo bili, recimo, ki je na morju skupaj, so izdali eno tako knjižico. No, drugo knjigo so pa izdali, ja, to je bil pa vaš znanec Uroš Zagožen, imel precej pri tem, so pa izdali zdaj pred biserno mašo, eno so pa zdaj tudi po biserni maši. Tisto sem pa 2 gospem nesel, ena mi je rešila denacionalizacijo, pa je v tej knjigi je nekajkrat na sliki, ne, in sem nesel tako, da malo uživajo ob slikah. Lepo. Zdaj sta v domu. Gotovo so. Kako jim rečete
tem vašim župljanom v župniji Ljubljana Polje, kako se imenujejo? Poljci? No, veste kaj, jaz odraslih nimam kaj, drugač pa rečem Poljčki. Poljčki. Poljčki, mladina. Gotovo so bili zelo ponosni na vas, da ste kot župnik toliko let tam delovali in zbirali toliko mladine. Bili ste pa potem tudi v Pirničah, iz župnije Ljubljana Polje ste odšli leta 2002 v Pirniče, do leta 2011, kjer ste župnikovali, potem pa ste bili celo še 4 leta generalni vikar ljubljanske nadškofije pri nadškofu Antonu Stresu, ne? Torej, najprej Pirniče. Spet nekaj, kar ni bilo iz moje volje. V Pirničah so gradili ob osamosvajanju cerkev. Prvotno naj bi morala biti to prizidek k cerkvi svetega Tomaža. K sreči je bila pa takrat osamosvojitev in so lahko naredili samostojno cerkev. Kjer je pa skozi okna tako sijalo sonce, no in že prej sem se poznal s Tomažem Perkom, ko sem za v Polju, kdo bi recimo kakšna barvna okna, pa ker je on dobil to nalogo, to delo v Sloveniku na mednarodnem natečaju, sem se obrnil nanj, tako da je naredil za Pirniče barvna okna in križev pot. Spet to ni bila moja ideja, ampak tega ni bilo in je bilo treba narediti. Potem pa verjetno, da so, zdaj ne vem kako, da je škof Stres, a je mislil, da ne bom po župnijah kakšne posebne škode delal ali kaj. Da vas je potegnil na škofijo. Me je pa vzel na škofijo. No, veste kaj, nadškof Stres. Tako kot sem rekel za Pogačnika, tudi nadškof Stres, tako zelo človek. Po kosilu se je včasih oglasil pri meni v pisarni, pa mi rekel, veš, se tudi meni ni lahko. Veste, te službe, ko misli, oj, kaj škof, pa to. To so same neprijetnosti. Tam se en z župnikom krega, tam recimo... In velike odgovornosti, ne? Ja, mora vsa sreča, da generalni, čeprav recimo enkrat se je reveš, veste, jaz nisem potrpežljiv, je en tak, nek so skušali doseči zbližanje tole, kaj s tem Pijeva bratovščina, pa ne vem kaj, eden zbira tam ljudi na Verdu, ne. No, ampak dokler je zabavljal čez papeža, češ kako papež prenaša, da mu tam kakšne črnke na pol oblečen berejo berila, pa to mene ni nič ganilo. Ko je pa rekel, tudi ti tako govoriš sam zaradi tega stolčka, sem pa tako zavpil, da so se že čistam na koncu in sobi sestre preplašile, kaj se je zgodilo. Kdaj ste pa še imeli, gospod Markelj, čas delati na cerkvenem sodišču, kajti ste tudi cerkveni sodnik, ne? Ja, poglejte, časa imamo vsi po 24 ur. In čas si je treba vzeti. Če kdo pravi, joj, nimam časa, si en ministrant se je pošalil in rekel, kako ta človek lahko sploh kaj dela, k nima nič časa. Res. Veste, pogledajte, se to so naredili tako, rekel, Vatikan je moral odobriti, ampak z ozirom na to, ko je nekdo že toliko let župnik, se srečuje z raznimi primeri pa to. In potlej, veste, tu je tudi po en stran veliko enega trpljenja. Ste imeli tako veliko raznih skrbi. Kako ste vi to vaše osrednje poslanstvo, naj bo to zadnje vprašanje za ta najin pogovor in srečanje, kako ste vi to vaše osrednje poslanstvo uspeli uresničevati dan za dnem, da ste se zavedali, da res izpolnjujete Božjo voljo? Veste kaj, še enkrat nisem prav pobožen, ampak da bi se ne vem koliko za razne stvari sekiral. Saj poznate tisto anekdoto, ne vem, kater papež je bil,
ki je bil strašno v skrbeh, kaj je zdaj. Mislim, da Janez 23. Pa moj Bog dal, kaj se boš ti tleli nekaj šel. No in nekaj taga je tudi na župniji. Ja. Posebnih neumnosti ne smeš delati. Drugače pa, poglejte, delo z ljudmi. Samo še tole bom rekel. Ko sem bil kaplan na Jesenicah in je bilo pred prazniki pa to, so povabili, da sem šel spovedovati na Brezje. In ko se je eden spovedal, da 49 let ni bil pri spovedi. In ko sem začutil kakšno olajšanje, sem si rekel, pa če bi bil samo zaradi tega postal duhovnik, se je splačalo. Najlepša hvala vam za vaše, bi rekel, toliko veselje, ki ga izžarevate pri vašem služenju. Prepričan sem, da so se vse povsod, kjer vas je Bog pošiljal, kjer vas je postavljal, z lahkoto nalezli tega veselega karakterja in bili radi v vaši družbi, tako kot jaz danes, in prepričan sem tudi naše gledalke in gledalci, da so uživali ob tem vašem pripovedovanju vašega dela, vašega življenja. Gospod Anton Markelj, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Želimo vam, da bi vam Bog dajal še res dovolj moči, da bi lahko še dolgo opravljali vašo službo, sedaj torej duhovnega pomočnika v Starem trgu pri Ložu in v župniji Babno Polje. Pa še kanonik ste v pokoju, ne? No, veste, kaj glede tega, imam pa tudi lepo delo. Vsak dan ob 6. mašujem v stolnici, pa veste, pride nekaj ljudi, potlej imam pa spovedujem ali ob 7, ali ob 8, ali pa ob 9, različne dni. To je pa tudi zelo lepo delo, kajti veliko starih je, ki nimajo nikogar, ki bi jih poslušal. Veliko ljudi je, ki imajo psihične težave, ki se želijo nekje. Tako da se mi zdi, da ste kar dobro prenesli. Lepo. Vesel sem, vem, da ste lepo praznovali tudi vaš biseromašni jubilej, letos nekje v juliju, v Bohinjski... Srednji vasi. Srednji vasi pri Bohinju, ja? Ja, veste, ob taki priliki moraš pa mehno tudi potrpeti, ampak ko vidiš dobro voljo ljudi, pa rečeš, zelo lepo so vam pripravili vse. Splačalo se je. Ja, hvala lepa vam. Tudi vam. Tako da, drage gledalke in gledalci, to je bil naš zanimiv, veseli gost, letošnji biseromašnik, prelat ljubljanske nadškofije in kanonik v pokoju, gospod Anton Markelj. Hvala za vašo pozornost.